Ja, lepo pozdravljeni spet na današnjem dogodku. Danes imamo bolj temo nekako bolj vezano tudi na same vrste medovitih rastlin in opraševalcev. Tako da ena kratka predstavitev, običajno še enkrat ponovim, kaj je s tem projektom za tiste, ki še niso sodelovali. Prav nekako s pomočjo čebel in čebelarjev nekako poskušamo promovirati, soupravljati biodiverziteto in ena od možnosti, kako to gledati, je to, da opazujemo, kako je kaj se dogaja na naših travnikih in posredno lahko to opazujemo tudi na primer pri čebeljih pridelkih. Toliko, seveda vmes so še kakšne druge stvari, kot malo lepo slišali, kot je recimo ena ideja, da bi usposobili čebelarje, da bi lahko sodelovali kot ne samo promotorji, ampak tudi soupravljalci recimo biodiverzitete z vključevanjem ali pa celo organiziranjem različnih aktivnosti. To je ena od naših nalog naše fakultete, medtem ko ostali sodelavci oziroma člani konzorcija pa majčkeno drugačne naloge, ampak zamisel je pa v glavnem italijanska samega projekta, kjer je tudi vodilni partner in pa iz Slovenije še BSC Kranj, kjer naj bi tudi bolj tako organizacijsko pripomogel k stvari. Dobro, zdaj, kar se tega uvoda tiče, mislim, da sem za danes dovolj povedal, tako da gremo malo naprej, pa bomo dali besedo, jaz prav pritisnem, saj vse enkrat pritisnem skoraj. Ne? Takole. Danes bomo predstavili medovite rastline in opraševalce. Na prvi sliki vidimo kranjsko čebelo, je najbolj poznana. Meni tudi ne. Zdaj izginilo. Še malo. Ja. Je. Ja. Ja, kranjska čebela je najbolj poznana in pogosto opraševalka v naših krajih, ampak je ne gojimo zaradi opraševanja, ampak gojimo jo zaradi pridobivanja medu, cvetnega prahu, propolisa, voska, matičnega mlečka. Tukaj sem čebelo delavko fotografirala na cvetu njivskega grablišča. Njivsko grablišče je kar pogosta cvetlica naših travnikov, ki sreči prinese tudi bolj intenzivno obdelavo. Cveti od maja do septembra, razmnožuje se s semeni. Njena medovitost je srednja, čebele na njej nabirajo medičino in cvetni prah, ki ga izloča tudi, če je suša. Čebele jih množično obletavajo še pozno zvečer, saj njihovi cvetovi medičino proizvajajo skozi cel dan. Naslednja slika. No, bi še to povedala za njivsko grablišče, ker se cvetovi razvijajo postopno, lahko ena rastlina nudi pašo več kot en mesec ali celo več, seveda, če travnik ni pokošen. Značilno zanje pa je, da tudi procvetajo po košnji. Zdaj pa, ja.
Voljnoglavi usad je tudi več kot 2 metra visoka bodeča dvoletnica, ki raste na apnenčastih tleh na prisojnih pobočjih. Raste predvsem v višjih legah. Cvetne koščke prekriva gost puh, ki spominja na pajčevino. Cveti od julija do septembra. Tukaj na svetovih vidimo 2 rjava čmrlja. To je to, no, no, gremo naprej. Tukaj na sliki je pa mehki usad, je značilnica vlažnih travnikov in močvirnih predelov. Veliki koščki privabljajo številne opraševalce, kot so čebele in čmrlji. Mlada stebla in listi so pa tudi užitni za človeško prehrano. Gremo na naslednjo sliko. Ja. Kdo vse je pomagal pri... Pri določevanju vrst, saj rodu nam je pomagal gospod Andrej Gogala, pa Gordana Glavan, pa Rudi Verovnik, da smo mi določili, kam paše teli opraševalci. Ja. Na naslednji sliki vidimo čmrlja na mrtvi koprivi, lisasti mrtvi koprivi. Je trajnica in je naravno razširjena po vsej Sloveniji. Glede tal je zelo nezahtevna, uspeva pol senci in senci, neposredne sončne svetlobe ne prenaša. Bolj ustrezajo vlažna tla, pojavlja se pa kot pionirska rastlina. Je zelo medonosna rastlina, ki zacveti že zgodaj spomladi in privablja predvsem čebele in čmrlje. Tam zemeljski čmrl, tukaj še dodam, da to je kot naše hiše, imamo nekaj arov, ki jih kopriv, ker jih pustimo, da rastejo po drevesih. To spomladi prav užitek, lahko videti, koliko je čmrljev. Lansko leto je bilo izredno, predlansko, zelo bogato. Lansko leto se je dobro začelo, ampak po pozebi pa samo še posamezni čmrlji. Plazeči skrečnik je zelo pogosta gozdna in travniška rastlina, ki se vegetativno razrašča s pritlikami. Je pionirska vrsta, rastišče mora biti sicer nekoliko vlažno. Vrsto pa tudi prodajajo kot okrasno rastlino v nekaterih nerijah. Je bil prepoznan samček čebele. Janko, slabo se vas sliši. Ja. Tukaj je bil, zdaj boljše? Je, ne? Ja, boljše, ja. Okej. Prav tukaj smo imeli samčka kožuhaste čebele in pa na drugi rastlini še čmrljevca, ki je pa metuljček, oskorobi čmrljevec. Morda potem še Rudi je malo prosličil, še kaj povedal o čmrljevcih. Dajva naslednjo sliko. Na naslednji sliki vidimo cvet poljskega glavinca. Vrsta je značilnica suhih ekstenzivnih travnikov, tudi delno pašenih travišč. Cveti od junija do oktobra. Dobro prenaša sušo. To je pa to, kar je zanimivega. Ja, tule je bila ujeta ena megahelida, listoreska. Težko je bilo reči, kaj je za ena. Me pa to pol malo spominjalo, ker se mi je zdela relativno velika, ampak pol sem videl, da je malo drugačna. Obstaja celo invazivna vrsta, mislim, da je Megahilus sculpturalis. Me bo kdo popravil, nekaj takega, ki se razširja po Evropi. Pravi, tudi med opraševalci se najde kakšna invazivna vrsta. Tukaj spet je roza cvet, je pa to navadni glavinec.
Zelo pogosta, večinoma travniška vrsta, ki s svojimi velikimi koški privablja mnoge opraševalce. Rastlina vsebuje čreslovine, zato je živina na pašnikih pogosto ne popase. Glavinec je dobro medovita rastlina, cveti pa od junija do oktobra. Čebele na njem nabirajo medicino in cvetni prah. Ja, tule smo ujeli pa gozdnega rjavčka na temu glavincu. Tako da včasih poskušam ujeti tudi kakšnega drugega opraševalca, ne samo medonosno čebelo. Na tej sliki je pa cvet navadnega grintavca. Navadni grintavec in njivsko greblišče sta si zelo podobna. Tako kot razrasti rastline, kot v videzu soцветji, sta si obe rastlini res zelo podobni. Rodova se med seboj ločita le po tem, da imajo cvetovi greblišča 4-števen venec, cvetovi grintavca pa 5-števnega. Grintavec bomo našli na bolj ekstenzivnih suhih travnikih in na strmih kamnitih pobočjih. Medtem ko greblišče najdemo tudi na bolj intenzivnih travnikih. Ja, tukaj imamo pa kranjskega ovniča, gor, metuljčka, se napiše nočni metulj, dnevno aktivni nočni metulj. Imamo pol na koncu prosili Rudija, da bo nam malo razložil te različne skupine metuljev, ki smo jih srečali. Lahko tudi sproti, če želiš. Zdaj sem spet nazaj, ne vem, nekaj me je ven vrglo. Oziroma vas nisem slišal. Ja. Se pravi, Hemaris titius je pač eden od somračnikov. Ime so dobili potem, ko pač so pogosto vrste, ki so aktivne, najbolj aktivne ravno ob somraku, se pravi zvečer. In ponekod, sicer ne toliko pri nas, ampak v tropih, so vezane tudi na rastline, ki ravno takrat zacvetijo, se pravi, se odprejo cvetovi samo na večer in potem še nekaj ur, ponoči se pa potem spet zaprejo, tako da so lahko tudi zelo specializirani opraševalci. Medtem ko ti naši somračniki, se pravi sfingidi, so pa večinoma tudi nočno aktivni, par vrst, se pravi 2 vrsti čmrljevcev in pa velerilec, ki je še pogostejši, pa so pač tudi podnevi aktivni, niso zelo izbirčni, kar se tiče paše. Sta pa predvsem ta čmrljevca vezana na ekstenzivne travnike, se pravi, da morata imeti res bogato ponudbo cvetočih rastlin, zato da pač zadovoljita svoje potrebe, ker so pač tudi ekstremno hitri in pa dobri letalci. Dajte mi samo povedati, če mene v redu slišite ali me kaj prekinja. Okej, ker jaz občasno ne slišim, kar se dogaja v sobi. Ja, glede rjavčkov, rod Eremia, to so pa dnevni metulji. Večina travniških vrst je vezanih na visokogorje, se pravi na travniške površine nad gozdno mejo. Nekaj vrst je pa tudi nižinskih, vendar so tiste bodisi specializirane za recimo ostenja ali pa smelišča, skalovja, ali pa so bolj gozdne vrste oziroma vrste gozdnih robov in tudi ta Eremia etiops je ena od teh vrst. So pa, kar se tiče paše, pogosto vezani na različne rastline, ki imajo socvetje. Ja, glede zigenidov, ovniči, kot je že Janko povedal, so sicer nočni metulji, zelo v bistvu bazalno, kar se tiče razvoja metuljev.
se pravi blizu tistim izvornim skupinam metuljev. So pa izjemno toksični, ker imajo namreč v svoji hemolimfi cianide. Posledično so tudi obarvani na ta način, da opozarjajo na svojo strupenost in so pač aktivni tudi podnevi. Oziroma naše vrste so izključno podnevi, v tropih so pa tudi take, ki ponoči letajo. V vsakem primeru so pač to živali, ki se jih da zelo lepo opazovati, ker niso plašni. Tudi zaradi tega, ker se zavedajo, da niso prijetni po okusu. To mora biti pa rutina. Ja, tukaj pa vidimo cvet navadnega klinčka pod metuljem. Navadni klinček je pri nas splošno razširjen na suhih travnikih, cveti od junija do avgusta, so pa vse vrste rodu klinčkov pri nas v Sloveniji zavarovane. Ja, imamo zdaj enega modrina, kar prosim o tem modrinu, kaj? Ja, se pravi navadni modrin, že ime pove, da je to najpogostejša vrsta med modrini v Sloveniji, pojavlja se tudi na polintenzivnih, včasih tudi intenzivnih travnikih. Važno je, da je pač vsaj nek vir nektarja prisoten, se pa drugače gosenica prehranjuje na metuljnicah, tako da če metuljnic ni, potem tudi tega metulja ni. Za njega je potem še značilno izraziti spolni dimorfizem, kar pomeni, da so samci drugačni od samic. Tukaj na sliki je samica, ki je v bistvu manj opazna, ker je takih rjavih barv, medtem ko samci so ponovadi bolj pisani oziroma v tem primeru dejansko modri, kot se za modrine spodobi. In dejansko je ta razlika povezana s tem, da pač samci morajo samice prepričati, da jih pripustijo k parjenju, zato pač morajo biti takih bolj očitnih barv. Samice se pa pač lahko bolj skrivajo, kar je tudi pomembno evolucijsko, zato da pač imajo večjo možnost preživetja. Mogoče še to, ker pač v Sloveniji že izvajamo monitoring metuljev že zelo dolgo časa. Tudi pri teh običajnih vrstah, kot je navadni modrin, opažamo, da številčnost na tistih transektih, ki jih delamo, upada. Tako da tudi pogoste vrste postajajo manj pogoste. A bi morda od klinčkov? Nisem slišal, če si meni kaj. Sprašujem kolege, če bi morda kaj od klinčkov še povedali. Lahko. Botaničarji. Ne? Gremo naprej? Ok. Gremo naprej. Tukaj vidimo cvet navadne nokote. Je zelnata trajnica iz družine metuljnic. Je izjemno trpežna rastlina, ki prenese nizkokošnjo, teptanje in druge izjemne razmere na travnikih. Ustrezajo ji suha tla, cveti od maja do septembra. Je priljubljena krmna rastlina, je zelo medovita in privlačna za opraševalce. Cvetenje je zelo neenakomerno in dolgotrajno. Zato je zelo prikladna za čebeljo pašo. Čebele jo obiskujejo cele dneve, ker jim ponuja veliko medičine in cvetnega prahu. Medičino pa izloča le, če je toplo in vlažno vreme. Ja, zdaj pa metuljčko. Ja, še en modrina, ne? Ja, to je v bistvu samček, sicer ne kaže svojih modrih kril, ampak pač samo vzorec na spodnji strani. Je pa na rastlini, ki je hkrati tudi hranilna rastlina gosenic. Sicer navadni modrin ima pač v tem naboru rastlin, s katerimi se gosenice prehranjujejo, kar nekaj drugih vrst metuljniče, ampak Lotus corniculatus je ena od teh pogostejših hranilnih rastlin. Ok, super. Tukaj pa vidimo cvet črne detelje. Črna detelja je skoraj zagotovo najbolj razširjena slovenska detelja, verjetno je bolj razširjena plezeča detelja. Je dobra krmna rastlina, tudi se po njivah, cveti od maja do septembra, razmnožuje se s semeni.
Nudi dobro čebeljo pašo in daje veliko medičine in cvetnega prahu. Ja, tukaj smo zalotili jadralca. Ja. Pravi enega od nekaj vrst lastovičarjev, ki se pojavljajo v Sloveniji, vsekakor precej večji metulj kot pa tisti, ki smo jo do zdaj videli. Posledično tudi raje izbira cvetoče grmovne rastline, kar velja predvsem za pomladansko generacijo. Se pravi, tista, ki se pojavlja v maju in juniju, medtem ko poletna generacija, sploh proti koncu, ko paše zmanjkuje, se pa pogosto pojavi tudi na gojenih travnikih, tudi na deteljah, sploh pa na lucerni, recimo. To so ponovadi potem prav zbirališča jadralcev in pa tudi drugih metuljev, ker pač druge paše ni. Tukaj pa vidimo cvet jetvičnika, sicer mu nismo znali, vsaj mi ne, jaz ne, določiti vrste. Rastline rodu jetvičnikov so zelo dobro medovite rastline. Pri nas v rodu jetvičnikov je blizu 30 vrst. Jetvičniki so pogosti tudi kot plevel na njivah, drugače pa jetvičnike najpogosteje najdemo na travnikih. Ja, to je to, kar bi jim povedal o jetvičnikih. Ne bom več o jetvičnikih. Včasih so se njive namreč kasneje orale, bom rekel, za krompir se je oralo konec aprila, recimo v teh hribovitih delih, tam do recimo 350 metrov višine, za koruzo pa še kasneje, bom rekel maja. In večina bi bila na teh njivah veliko jetičnika, pa tudi, bom rekel, tale kopriva, ko smo prej videli, Lamium purpureum je bila v monokulturi in tam je bilo ponovadi opraševalcev ogromno, čebel je lahko na taki njivi bilo, mislim, dejansko kopana. In tega pa ni več, zato ker zdaj se večinoma vse zgodaj preorje in praktično ni več te, bom rekel, paše plevelnih njiv, ki je bila zelo pogosta. Okay, hvala za opombo. Ja, tukaj smo eno peščinarko našli, ki ima tudi nabiralne koščke in mehni še malo po drugih delih telesa, se drži cvetni prah, nima pa tako izrazitih koščkov kot rod apis, ampak vseeno se lepo nabere cvetni prah. Zdaj, v zvezi podrobnosti v posamezne rodove niti ne bom šel. Ja, še enkrat je trifolium, ne bomo več povedali, Ja, tukaj imamo delo karjavega čmrla gor, nekako v odletu, spet na deteljah čmrle, kar pogosto lahko vidimo. Pa še tale posnetek, o glavincu smo pa že, v navadnem govorili tudi. Tukaj imamo pa dva samčka svetlega zemeljskega čmrla. In seveda v jesenskem času narejen posnetek, ker ponovadi tudi imamo kako večjo možnost priti do, da srečamo samčke na cvetovih. In dostikrat se samčki precej razlikujejo pri čmrlih tudi od delavk. Morda za čebelarja tako, morda bi čebelar pričakoval, da bo tudi pri čmrlih samčki veliki, ampak so tudi bolj majhni. Tako da tista zadeva, ki morda malo preseneči čebelarja, ponavadi pričakuje tudi velike samce, ampak ni tako. Še kje je tako pri čebelah, da so samčki lahko manjši od samic. Ja, to pa mislim zadnji posnetek, Zdaj pa morda še, da se tale mehen ustavil, vidimo, kako se bo ustavil. Najbolj, da dam stop sharing ta prvo. Tako, se malo boljš vidimo. Ok. Rudi nam že marsikaj povedal, zdaj le škoda, da nismo še morda Danila ta notro potegnili v
v razpravo. Imamo pa še tukaj Aleša Bozovičarja, morda bo kaj pokomentiral z čebelarskega vidika, z čebeljega vidika. Aleš, unmute. Ja, kar med prvimi. Lep pozdrav vsem skupaj v mojem imenu. Kaj ne rečem v tej prvi fazi, ko gledam te slike res cvetočih travnikov ali pa tudi rastlin, so lepe slike in ko se sprehajam tudi sam po naravi in to gledam, tudi na dosti v teh slik opazim čebele. Je pa res, da teh rastlin preko v zadnjih časih je čedalje manj in tudi izkoristek slabši. In kot sem že včeraj majhen namignil, ko smo imeli, jaz upam, da se ta projekt predstavi tudi mogoče med kmete, čeprav v drugačnem smislu to je malo, ampak da se majhen zavedamo pomena biodiverzitete tudi na tem področju preko svojega travniškega sveta. Sploh v tistih letih, ko so paše skromne, kar smo priča lani ali tudi predlani, šele vidimo pomen teh rastlin v prehrani, ne samo čebel, na splošno ostalih opraševalcev in se lahko zavemo, koliko neka čebelja družina potrebuje zgolj za zagotavljanje lastnih potreb. Ko vidimo, koliko rabi cvetnega prahu, če damo preko naš tisti med na stran in vemo, da so res te rastline takrat zlata vredne in jih je premalo, sploh v tistem razvojnem času in potem tistem intenzivnem razvojnem stadiju v čebelji družini. Pa ne preko samo takrat, tudi potem v tistem poznem poletnem času, ko nastopi suša in tisto preko brezpašno obdobje, vsaka taka rastlina pripomore k zagotavljanju dobrih preko tistih zimskih čebel, ki so potem nosilci za naslednje leto in nove generacije. Tako da to mogoče tudi kaj izpostaviti tudi to, ali bi bilo možno vse te preko vrste in rastlin ali pa travniških rastlin spraviti ali pa nekako pridobiti v neki travni mešanci. Mi smo tudi letos, ko gremo v ta projekt sejene mojitih rastlin, šli nekako sodelovanje seminarno v Ljubljana, da bi neko tak paketek dobili, da bi lahko doma na zelenici posadil, oziroma posejal v tem primeru. In je težko dobiti preko tudi sam seme, v končni fazi, potem tudi neko semensko vrečko, da bi to lahko doma enostavno posejal. Aleš, zelo dobro vprašanje za Jožeta Bavcona, da malo razloži. Ja, s kolegico sva namreč ravno to travno mešanico prav analizirala, ko ste jo poslali z enega drugega vidika tudi in moram reči, da so invazivne rastline. To je glavna težava. Mislim, te mešanci, tako kot se dela v seminarju, to smo imeli že, bom rekel, tam v koncem 90-ih let eno zadevo, da bi te travnike nekako poskušali sprav seminarno, ampak dol je zadeva taka, da najprej, bom rekel, vse rastline posamezno, pa to skupaj zmešajo. Zdaj, v tej zadnji mešanci cvetoči travnik, če ste to priporočali, pol bo nadaljna invazija, bom rekel, teh invazivnih rastlin, ker tle noter je kar nekaj. Te mešanice se v naravo sploh ne sme dati, če hočete, da bo karkoli izdržalo. Druga zadeva, kar pa je, recimo, kar opažamo pri vseh teh akcijah, so pa tudi rastline iz seminarne ali pa katergakoli, ki so pa sorte, ki pa tudi čebeljam lih tako nič ne pomagajo. To so rastline, ki nimajo nič, ker so, vi morate vedeti, da pri sortah so vsi večinoma prašni, ki se spreminja v venčne liste. Zato se naredi polnocvetne cvetove, flore plenov, kot se to recimo strokovno imenuje, in tisto sicer čebelca preleti, dobiti pa ne more nič. In tega je v teh akcijah morje, tudi deli se potem recimo ta semena in to v bistvu ljudi sam zavajamo. Zato smo mi, bom rekel, se mogoče bo kolegica še kaj o tej knjigi povedala, avtohtone medovite rastline, če hočemo karkoli čebelam in ostalim opraševalcem pomagati, kar je bistveno, moramo priti nazaj na to, kar je v naši naravi in moramo priti do tega, da bomo kakšno njivo malo kasneje zorali, ker bom rekel, včasih, ko se je njive kasneje zoralo, ni bilo nobenih težav s tem, da so bili pol pleveli. Manj jih je bilo v bistvu, zato ker se je pač toliko časa pustilo ti zgodni pleveli, ko so bili recimo različni jetičniki, ki so bili na njivah, pa potem recimo te mrtve koprive, pa tudi recimo lopatice. Vse to je bilo za opraševalce, hkrati pa to niso bili pleveli potem, ki so kasneje
delali težave, tako krompirju, koruzi ali pa čemrkoli. Se bom rekel, iz srede 70-ih let se je začelo potem koruzo škropiti, ali pa še malo kasneje, prej se pa ni škropilo in se je to samo dvakrat, bom rekel, šlo s temi plugi, da se je tole, bom rekel, plevel pobral in je koruza šla naprej, ni bilo nobenih takih težav, ne. Na vse to smo, bom rekel, pozabili, pa ne gre zdaj za to, da bi to morali ročno delati, ampak se da, bom rekel, tudi strojno narediti, pa hkrati malo zamakniti te zadeve. To, da se pa priporočate, bom rekel, cvetoči travnik, kar je, to je pa, bom rekel, smrt za našo naravo, če boste tu zelo iz semenarne, mislim, ta konkretni, ki je, ne. Ja. Tle noter so invazivne rastline, od svetlina je noter, pa kar enih 5, ja, enih tagetes je tudi noter, ki v bistvu sploh na paše noter. Določene vrste so še bile noter, ki so dejansko že na evropskem seznamu invazivnih vrst, ne. Pri nas sicer kot bom rekla, pogosto sajene sicer še niso, ne, ampak kakor je ena vrsta v bistvu že na evropskem seznamu invazivnih vrst, recimo predvsem za, bom rekla, ta srednji del Evrope, to pomeni potencialno tudi, da je ta rastlinska vrsta lahko invazivna pri nas, ne. In sami vemo, da v bistvu že imamo dosti invazivnih vrst, ki se jih na nek način ne moramo rešiti, ne. Dejstvo je, da tudi nekatere so žal prišle sem zaradi čebelarjev, a ne, in tudi, bom rekla, sem sama čebelarka in vem, da recimo v našem društvu zelo hitro zaokroži novica o kakšni novi potencialno medoviti vrsti, ki je absolutno od drugod, a ne. Tu je rodna in potem sem ponavadi jaz tista, ki eni me vprašajo, drugi pač po svoje promovirajo stvari, a ne, in v takem primeru recimo, da se posvetujemo, pa odvrnem od uporabe, ne, ampak verjetno vsi tisti, ki ste čebelarji, veste, da to zelo hitro gre od ust do ust in se rado zasaja takšne, bom rekla, potencialno dejansko vrste, ki ogrožajo našo naravo, ne. Zdaj, seveda možno pa je, a ne, nekako, ja, narediti mešanico, v bistvu vrst avtohtonih, to konkretno mi v botaničnem vrtu že počnemo, a ne, da recimo tiste vrste semena vrst, ki v bistvu so medovite, nabiramo tudi na našem travniku, ker varujemo in situ rastlinske vrste, je lahko tudi v večjih količinah, ampak seveda to niso pa takšne količine, kot jih lahko pridobi semenarna, ne, ki pač seveda določena semena vozijo od drugod, to je jasno, in lahko pač naredi res ogromno kil takšnega, ne, ampak recimo v določenih akcijah, pa ne nazadnje projektih, bi se lahko tudi prišlo do tega, da se recimo res naredi mešanica avtohtonih vrst, ne, ki bi bile potem potencialno to vrstne za zasejanje. Mi smo recimo eno takšno akcijo izvedli z BTC-jem, kjer smo v bistvu skupaj podelili, no, bom rekla, meščanom določeno število vrečk z mešanico avtohtonih rastlinskih vrst, medovitih torej, a ne. Mislim, da se, ampak res pa je tako, da pač v enormnih količinah je to težje, vsaj ali pa zagotoviti za v enem letu enormne količine mešanic, ne. Se pa da, ne, in mi v botaničnem vrtu to počnemo. In lahko rečem, da se stvari nekoliko izboljšujejo, ljudje se že nekoliko bolj zavedajo, da ni, mislim, da ni vseeno, kaj se dejansko poseje. Je pa tako, da še vedno, ne, je pa, bom rekla, ta trend pomagati čebelam, opraševalcem je velik, to je pozitivno, ampak bom rekla, ta manko med tem, kaj se sme dejansko saditi oziroma sejati, je pa še vedno zelo delikatna stvar, ne. Tako da tukaj je v bistvu ključno, da se recimo osvešča ljudi, da se pač tudi takšne akcije osveščanja izvede, kjer se v bistvu pove, kaj je avtohtona vrsta, kaj se sme in kaj ne, ne. Tako da mi smo tudi na nek način, ja, kot je že kolega Bavcon omenil, skupaj z Jankotom smo tudi napisali knjigo Avtohtone medovite rastline, kjer smo nekaj teh rastlin tudi predstavili oziroma dodan je tudi seznam, še malo daljši, ker recimo lahko že pomaga na nek način čebelarjem ali pa ljubiteljem narave oziroma tistim, ki bi res radi z zasajanjem pomagali čebelam, ali pa širše opraševalcem, da lahko v bistvu si že sami nekako podučijo ali pa sestavijo mogoče nek seznam ali karkoli takšnega, da na nek način uporabijo, zasajajo ali pa puščajo torej tiste rastlinske vrste, ki so v bistvu itak naravne in so tudi hkrati medovite, ne. 470 jih je trenutno na tem seznamu, ne, tako da se da videti, da jih 470 rastlin v Sloveniji, pa jih je sigurno bistveno več, ne, ampak te so tiste, ki smo jih preverjali, ne, ker nismo šli, da bi pač rastline bile nepreverjene.
Saj, če je tisti seznam, ki ga je, oziroma tista sorta, ki je deseminarna pripravila, ne vem, pri nas kolega pokriva ta področje, bom jaz preveril, pa če je res to problematično, treba potem to urediti, če pravi čas. Upam, da že nismo preprozni. Bi pa tle, ja, mogoče sodelovanja, vsekakor se na tem področju tudi z vašo institucijo zelo želel, no. Vi imate le tisto znanje, ki ga mi nimamo in vaši nasveti vsekakor so zelo dobrodošli in zaželeni. Ja, Levičar je nekaj napisal, da vidimo. Ja, Drobir, ja, dobro, Matjaž je omenil Drobir in s tem Drobirjem recimo se je dalo tudi kaj pomagati, samo problem je, da danes Drobir ni več tisti, ker je bil Drobir, ne. In je Marko Hrstelj mi danes posebej napisal, naj to izpostavim, da poskuša, da se trudijo, kakor toliko dobro delati, vem, da ga imate, a ne, recimo vi tudi Drobir, ampak recimo neka običajna kmetijska praksa, pa on recimo na njegovi kmetiji niso pretirano invazivni, ampak s tistim Drobirjem dobi relativno malo semen, a ne. Ja, ja. Ali pa morda pregrobo obdelano pol tisto seme, a ne, oziroma mrva, ki jo pospravljajo, a ne. Ja, prezgodnja košnja je problem običajno, ne, pravi, ni vseeno, če se odločimo imeti nek travnik za to, da bomo pridobivali Drobir, ga moramo pustiti, da pošteno semeni, a ne. Tisto, na verjame, lahko greste pogledati v ZAL, to je se pravi mestni arhiv in v mestnem arhivu je še tam do 60 let napisano, kdaj se travnike kosi, takrat, ko se trava smuka, ne? Ker v bistvu, ko se je trava začela, in to so včasih kmetje znali, recimo v nedeljo so šli na sprehod na travnik in so pogledali, koliko se recimo dejansko to recimo trava smuka in potem so šele začeli kositi. Tega danes se ne dela več, ne. Je v bistvu težava, ne, če se jih dejansko prezgodaj ali pokosi, ne, čeprav je videti na nek način, da seme je, ampak pri kobulnicah je značilno, da v bistvu zunanji in notranji del kobula v bistvu ne dozorijo enako hitro. Ne. Zdaj, če se dejansko takšne kobulnice, kljub temu, da je že videti seme, pokosi, seme ni dozorelo in se s časoma v bistvu ta semenska banka in pa seneni Drobir v bistvu nima vpliva. Ne. Je pa tako, da mi smo sami delali poskuse, ne, z našim senenim Drobirjem, ki ga pridobivamo torej že na omenjenem travniku v Rojah. Ja, kaljivost odlična. Ne, bom rekla, nismo še številčno ovrednotili, ampak pri takšnih, bom rekla, čisto grobih, enostavnih poskusih, tako po enem tednu, ja. Ja, tako. Bom rekel, če posejemo ta Drobir na pesek, zraste gosto, ne? Na pesku, ker vic Drobira je ravno v tem, da so to uporabljali za degradirane površine, ne? Ker bom rekel, tam na njivi marsikaj kalija, ne, tudi seme, recimo samo travo, ko pa daš Drobir, pa na pesku recimo kali, medtem ko trava pa na pesku ne bo kalila, ne, ker nima nobene zaloge vlage. Ravno v tem je prednost Drobira, ker ima pač, bom rekel, malo tistega zlomljenih lističev in vsega in pa hkrati polno semen noter, ne. In res, tako kot je bilo napisano, ne, v komentarju, včasih je v bistvu vsak kmet to pospravil, je bilo to del na nek način, poleg sena, je bil seneni Drobir ključna stvar, ki je v bistvu vsak kmet pridobil. Za ravno, bom rekla, ozelenjevanje kakšnih brežin, degradiranje, če je potegnil kakšen plaz ali pa kakšnih recimo kolovozov. In nenazadnje seneni Drobir je bila tudi takšna ključno domače zdravilo za recimo prehladna obolenja, kopanje v senenem Drobirju, inhalacije in tako naprej, zature, ja. Tako da je to bilo neka taka prva pomoč, ne, ki skoraj da ni smela manjkati, no res pa je, da zdaj pa v bistvu težava, kako ga pridobiti oziroma ali ga sploh kdo na ta način pridobiva. Še, ko smo mi imeli še kozovc pa lesen pot, ne, pa precej na roke pospravljali, se je tista krma trikrat premetala čez pot, prednji šla živini za hrano. Na tistem podu je potem bilo vedno na debelo Drobirja in res veliko semena. Se pravi, tudi
Ja, ja. Pravi, tudi dlje časa, če je ostajal ta drobir, je bil še zmeraj uporaben. a ne. Prav ta način, očitno za namen pridobivanja semena, treba s travnikom drugače delati, kot so zgolj za krmo. a ne. Tako da je treba za ta namen travnike pustiti, drobir posebej pridobiti, potem pa tisti je pa sicer manj kvalitetna hrana za živino, ampak še zmeraj zanimivo. Je se je preživela, vse včasih, ko je pa krme zmanjka, smo pa tudi slamo dajala, veš. Ja. Ok, dober. Ja. Morebiti še kak drug komentar. Danes imamo tudi, nas je poslušala in spremljala tudi Sonja Rozemanova iz Kranjske enote Zavoda za varstvo narave. Mi smo že, mislim, da včeraj tudi zraven, v torek. Ja, predvčerajšnjem, morda Sonja, koliko si danes uživala v teh Dober večer. Ja, malo poslušam, pa se kakšno stvar naučim. Moram reči, da nisem vedela, da so te semenske mešanice tako bogate s tujerodnimi rastlinami, tako da bi bila vesela mogoče kakšnega seznama, pa da sploh, če so vrste seznama na njem, pa da lahko tudi mi kot inštitucija, ki odreagiramo mogoče čisto uradno na to temo. Sploh, če so tiste, ki jih je prepovedano prodajati, je to stvar, ki jo je treba nujno ustaviti in je še pravna podlaga za to. Drugače pa ja, želja po ohranjanju cvetočih biotsko pestrih travnikov je res velika in upam, za vsak tak projekt mi daje upanje, da morda se kaj premakne. Prav v resnici, ko pa spremljam, kaj se dogaja s kmetijsko politiko, pa vedno bolj skrbi, da tako zaskrbljujoča je, no, tudi v bistvu, ko spremljam po terenu, kaj se dogaja z nekaterimi travniki, ki so lepi, ki imajo status, ki so v zavarovanih območjih, ki so v natura območjih, pa enostavno je intenzivna kmetijska pridelava močnejša od vseh spodbud o plačilih in za medovite rastline in za ohranjanje določenih vrst, tako da bo treba po moje še veliko delati in se pogovarjati. Vesela pa sem, ja, da je posluh za to, da nas več razmišlja v to smer in verjamem, pa vseeno sem optimist, drugače sploh ne bi več bila v tej službi, da če se vztrajno človek razlaga različni ljudje, potem upamo, da se bo v kakšnih glavah kaj premaknili v pravo smer. Drugače mi je bilo pa ja zanimivo malo še poslušati sploh o različnih vrstah opraševalcev, ker ja, čebele so meni zelo podobne, nisem glih. To moram pa verjetno tudi kakšnega čmrla kdaj za kakšno čebelo proglasim, tako da ja, vidim, da treba res pogled od blizu pa biti pozoren, da človek ne Ja, moram reči, da mogoče bi tle res, mislim, vi, ki ste uradne inštitucije, to morali, ker mi smo na to velikokrat opozarjali, že recimo, prvič take mešanice, tega je ogromno, recimo, tega lahko vi na internetu kupite in tle posejete kjerkoli. Ja. In bi moralo to biti recimo vsaj uradne ustanove, ki so, bi bilo treba pokontrolirati, koliko imajo v bistvu invazivnih rastlin, koliko jih prodajajo v tak namen, ker ljudje pač z veseljem vzamejo. Cvetoči travnik piše in mislijo, kako dobro delajo. Prvič, drugič so, bom rekel, to genetski materiali, ki se pripeljejo čisto drugje, kar nam spet vse zmeša in tu gre, bom rekel, na smučišča grejo take in podobne mešanice, ki so čisto drugje in podobno. Marsikje bi bilo pa najboljše vse pustiti, tak primer, to ste gledali tam, recimo, ko je bilo v tem prevojah narejeno, tam nismo nič posijali, samo od sebe je prišlo, samo invazivne rastline je bilo treba recimo stran dati, ki se pač pojavljajo, kar jih nadajo, ampak ostalo je bilo pa v enem letu zeleno. Ene trave niso se tam posejalo, pa so bili velike travne te površine, ko so bile uničene. Sam, ker smo pač prej videli, da je, bom rekel, semenska banka zadost bila bogata, potem samo opustiš. Problem je pa v večini delov, recimo ob rekah, ker so pač tam, ko se od površino odpre, ker potem pa invazivke pridejo, ker je preveč semen invazivke. In recimo tam bi bilo treba takoj zatraviti, recimo smučišče ali pa karkoli, ko je,
pa niti ni treba, ker tam se bo samo vzpostavilo, samo treba je pač en te pameten management narediti, da voda ne bo odnašala, prav nekaj je treba dati, ampak ne z ne vem kakšnimi, bom rekel, mogočimi travnimi mešanci, ki so od vse povsod. Druga zadeva je pa še recimo, da celo dobijo za pašnike, bom rekel, mineralna gnojila in je potem recimo na kakšnih vrhovih, ko mi spremljamo, ko smo marsikje po Sloveniji, pol vidiš travo tako, ki jo poznaš od mehkega, kakšna je bila tam, ki je ni bila nikoli taka, zdaj je pa recimo 1,5 metra visoka trava, ker so pač z mineralnimi gnojili, ker ni bilo nobene potrebe, recimo, ne, za tiste pašnike bi ravno tako preživeli brez teh mineralnih gnojil. In take, bom rekel, ogromne neumnosti se dela in tle bi bilo treba, bom rekel, iz tega, bom rekel, inštitutskega dela nekako te zadeve preprečiti, da to ne bi bilo dovoljeno. No. Ne vem kako, ampak bi bilo treba. Mi se drugače trudimo, tudi sodeluje naš zavod pri, sicer to bolj osrednja enota, no, pri snovanju kmetijske politike se trudijo, da bi noter vnesli tudi taka določila oziroma take, samo mečkam, da tle vrata zaprem. Ne vem, koliko ste slišali, ampak otroka imate žurko, mislim, otroka mladostnika. Med učenjem se sproščata. V glavnem, vem, da se trudijo, ampak zelo težko je nekako premakniti ta proizvodni vidik kmetijskega, rekla ministrstva na kmetijstvo, no, ki mu je ključna pridelava in zelo težko se prodre. Poskušamo pa mi tudi po pomočnih enotah z raznimi usmeritvami, priporočili, tudi projektnimi pogoji pri kakšnih gradbenih delih, da se poišče travne mešance ali pa seneni drobir z okoliških travnikov, pa smo že večkrat bili vprašani, povejte nam, kje naj to dobimo. Problem je, ker je na trgu tega premalo, ker te komercialne mešanice so dejansko uvoz iz tujine, tako kot ste sami povedali. Vi v botaničnem vrtu imate tega premalo, da bi lahko to na veliko prodajali in je težava tudi v tem, ker enostavno ni primernih travnih mešanic za taka območja, ki bi mogla biti za raznolike travnike, pa take na malo bolj kislih tleh, pa take na bolj bazičnih tleh, pa na suhih, pa na mokrih, pa različne nadmorske višine in tega enostavno ni, tako da mi poskušamo, sploh recimo v Triglavskem narodnem parku, da se poišče seneni drobir ali pa z okoliških travnikov, ampak dostikrat je problem. No. Smo uspeli prepričati biatlonski center, tam je bil evropski pilot, da so šli zbirati travnike po tam planinah v okolici, pa enostavno so tudi tam ugotovili, da je zelo malo travnikov sploh primernih. Takrat vem, da so delali s kmetijskim inštitutom, so se povezali biatlonski center, da tudi travniki, ki so na teh planinah, že niso več tisti travniki, ki bi morali biti, ne, ampak so dosajevanje s komercialnimi mešanicami. Tako da je res problem bo ohranjati to biotsko pestrost in bojim se, da smo že veliko zamudili in da je mogoče Zavod za varstvo narave ni tako močan, da bi imel možnost vplivati na vseh segmentih, kjer bi bilo treba. Poskušamo pa na različnih ravneh, tudi kar se invazivk tiče, zdaj nas Evropa malo sili v to z izvajanjem evropske uredbe, tako da določene stvari moramo delati. Popravlja se zdaj akcijski načrt za obravnavanje poti vnosa in ena od prednostnih poti vnosa je tudi to v bistvu spontano širjenje invazivnih tujerodnih vrst in bomo poskušali na različne načine tudi spraviti v kakšne strategije. To, da ne bojo več semenske mešanice s invazivnimi tujerodnimi vrstami se prodajale, ampak še vedno bo pa treba to nekako zakonsko urediti, tam je pa večji problem, ker ni političnega posluha. Ja, mogoče bi jaz sam še to dodal, da v bistvu ni dovolj zdaj to gledati, kje, ampak bo treba kmete tudi naučiti, kako se to dela, ker tega pač ne znajo. Ne? Mi, bom rekel, to, kar imamo mi izkušnje s kmeti, se da to narediti, ne? Samo mogoče malo drugače, tak bolj mehek pristop treba do njih. No?
Tlele vprašanje, ne, dejansko, če je pač pridobivanje slovenske mešanice legalno strani kmetov, mislim, da je tradicionalno, ampak je to legalno. Ja, načeloma je, a ne, ker ne nazadnje, če je dejansko tak travnik v bistvu je bom rekla, sestav vrst primeren, da seveda, da se zopet ne govorimo, da gre za travnik, ki ga ima kmet, pa so pač tam invazivne rastlinske vrste, ampak če bom rekla travnik, tako kot smo jih recimo včeraj na nek način videli, pa opredelili, kakšni so, potem je seveda to lahko čisto legalno, ker ne nazadnje, to je samo, bom rekla, en odpadek od sena in ne vidim razloga, zakaj ne bi bilo, ne. Ja, no, se mogoče za dodati, da mi smo pred bom rekel, pred avtohtonimi medovitimi rastlinami izdali še, bom rekel, na travnike, te enokostne travnike, a ne, senožeti, rovti, a ne, in tam se vidi vse z različnih delov, kako so, in se to da, bom rekel, zelo hitro oceniti. To je, bom rekel, taka stvar, ne rabi monitoringa eno leto. To greš, pogledaš takrat, ko cveti in se komot reče, to je zapustiti, to je v redu. To ni stvar, ki je treba. Problem je v tem, da zdaj za vsako stvar skušamo monitoringe 5 let delati, čez 5 let ne bomo imeli nobenega travnika več. Legalno je. Ja, vse je legalno. S svojim travnikom počne, kar želi, a ne, zdaj, če pač, bom rekla, v dogovoru s kakšnim čebelarjem ali pa nekom drugim, ta seneni drobir, po domače rečeno, prišpara in ga potem, ne vem, da za ozelenitev ene druge takšne površine, degradirane, ali pa za dosejanje nekega pa mogoče manj pestrega travnika, v bistvu to ni napačno, če so pač rastlinske vrste avtohtone, to ni nič, bom rekla, nelegalnega. Ja, mi smo tle noter celo predlagali, ne, da bi pač to en del, ki bi jo kmet dobil, ne, ker tu bi pač on prodajal in bi s tem v bistvu malo manj bi pokosil, manjkrat bi pokosil, ne, on bi prodajal seneni drobir, se ga rabi marsikje, ne, in pa še v turistične namene bi bil tisti travnik, ker tam bi ljudje prišli, ki bi ga recimo samo fotografirali. Mi smo imeli dosti skupin iz tujine, recimo, ki smo jih vozili po teh travnikih, pokazati, ljudje ne morejo verjeti, ki imamo mi še vedno, kljub vsemu, ne, imamo, ampak je pa, bijemo pa plat zvona, ker se te stvari zelo hitro odvijajo. Bom rekel, najlepši cvetoče površine so zdaj ob cestnih robovih, kakorkoli kdo reče, da to ni res, ampak je res, cestni robovi so še najlepši, če jih ne pokosijo takoj, ker tam noben ne gnoji, čebele pridejo povsem do ceste, pa je lahko cesta, bom rekel, ne vem kako intenzivno prometna, ampak tam brni na, bom rekel, na kaduljah čebel. Ni nobene težave, da ne pridejo tudi drugi opraševalci. In ko pa pogledaš recimo iz cestnega robu naprej, gor je pa samo še zelena puščava, ne, ker so taka zadeva zdaj recimo v Sloveniji postaja. In zato, mislim, tle noter smo nekako tu kot, bom rekel, celovit projekt, ki bi pač kmetu pomagal, da bi od tega nekaj zaslužil. Ne gre za to, da bo on delal, kmet ne bo nič naredil, če ne bo dobil tudi denarja. Ne? In je, se pravi, turistični namen travnika, seneni drobir, bom rekel, tudi inhalacije in vse podobno, vse to bi lahko na kmetijah se recimo legalno delalo, ni nič, samo pač nekdo more to. Tu poskušamo prepričati tudi kmetijsko ministrstvo, da bi tam nam to verjelo in da bi recimo namesto tega, da imajo aktive kmečkih žena, kjer sadijo v okroge tulipane pa podobne rastline, tam pustili kadulje in podobno. Ne? In tam bi pol tujci prišli, ker tulipanov pa vidijo morje po celi Evropi bistveno lepših, kot jih imamo pri nas v tistih krogih, ki jih ponavadi delajo taki aktivi. Ampak tu je res, se smejimo, ampak tako razumemo mi hortikulturo pri nas. Ne? To je 100 let nazaj je bila taka hortikultura, recimo, zdaj pa ni več taka. Milo Belk je napisal komentar. Ni problem samo v pomanjkanju lokalnih mešanic, ampak tudi v tem, da se pogosto seje na površine, katerih tla niso primerna za pisan travnik. Tla na intenzivnem travniku rabijo leta ustreznega upravljanja, da postanejo primerna za pisan travnik. Ja. Če kukavce zginejo recimo od 20 do 30 let, če so v bližini, recimo se rabi, da spet kukavce pridejo nazaj na en zelo gnojen travnik. Bom rekel, druge rastline pa
tudi 10 let, recimo, a ne, ko se je opustilo, mi imamo primere, ko poznamo jih, tudi naš travnik, recimo, mi smo ta naš travnik, recimo, sam kositi začeli in se je populacija, recimo, zelo redkih in ogroženih vrst povečala, tako da je zdaj, bom rekel, od sosednji isto, recimo, ne, sosednji travnik se prav vidi, kako grejo tja in če ga malo kasneje pokosijo, je tisti travnik že prav tako pisan, a ne. Drugače pa bom rekel tako, intenzivni travniki po 10 letih, recimo, ko je gospodar umrl in potem so tam samo pasli, je postala nazaj, ker so pač pasli, bom rekel, ovce, je tam, bom rekel, monokultura žafranov postala, ne. Za njimi so lepa pol vse ostale rastline. Pustiti moramo, da imamo nekje to bazo, ne, in v bistvu, če to bazo imamo, potem pridejo, ampak kukavce pa zanesljivo 20 do 30 let rabijo, da pridejo nazaj, če so še nekje v bližini. Imamo tudi te izkušnje, tako da to dobro poznamo. Pinka slučajno kaj? Ne? Ni treba, dobro. Okay. Če bi še to... Ja, dej, Rudi, izvoli. Ja, obstaja namreč tudi alternativa temu, ne, čakanju na izboljšanje razmer. Tega se sicer zelo redko poslužujem, ampak v Angliji poznam par primerov, ko so to uporabljeni, sicer pač se to imenuje globoko oranje, kar pomeni, da obrnejo zemljo 1 meter globoko in v bistvu tisto zemljo, ki je obremenjena s hranjivi, spravijo pač to globoko, da ne vpliva na rast in na tak način so recimo renaturacije za ene vrste metuljev delali v Angliji. Ampak to so enormni stroški za te zdaj. Da osiromašijo zemljo, da ni več bogata zemlja. Ja. Isto spravijo na vrh tisto, kar nima več hranjive. Ja, jaz mislim, da k sreči imamo še toliko pustih travnikov, da lahko še rešujemo s tem, ja, da ne rabimo takih relativno dragih postopkov. Ja. Pa tudi marsikje so kakšne take površine, ne, ki se jih da še aktivirati nazaj. Dobro. Ja, meni gre skozi še po glavu po vseh teh razpravah še ena zadeva, ki smo jo sicer včeraj omenili. Včasih pa pri kakšni medoviti rastlini pozabimo, da ima celo tudi strupeno medičino. Tako da nekaterih ni pretirano dobro razmnoževati. Včeraj smo omenili tale gadovec, ne, in ima že pirelozinske alkaloide noter, tako da če je bilo veliko tega, pa čebele samo to nosile, bi vtis imeti kar malo strupen za nas. Tako da pa še tudi nekatere ena vrsta košarnice, ki meni, da je celo invazivna, ki ima tudi precej strupene alkaloide, tako da za povrh tega, da je invazivna, je tudi še strupena, ne toliko za opraševalce, kot za nas ponavadi. Opraševalci ponavadi malo bolj skozi pridejo, čeprav tudi kakšna rastlina je lahko za čebelo recimo strupena, tudi to se ve, ne, tako da seveda drugi so pa ponavadi že toliko izbirčni ali pa niso toliko specializirani ravno, ali pa je specializiran pa ima encime za razgradnjo. Tudi take stvari se potem lahko zgodijo, ne, da lahko preživijo na taki. Tako da včasih je treba biti tudi na to malo pazljiv. Drugače pa ja, mislim, da današnje glavno sporočilo bilo to nekako zorganizirati, zdaj Čebelarska zveza ima sigurno interes, ne, organizirati nekako, ne vem na kakšen način, ali preko, morda takoj že kaj lahko se začne organizirati, tiskati tudi marsikateri čebelar ima tudi travnike, ne, niso čebelarji brez zemljišč, včasih tudi kdo z travnikom zraven. In ja, da bi nekako organizirali dejansko pridelovanje tega senenega drobirja, ne, za revitalizacijo bližnjih travnikov, bi tako rekli. To ni zdaj, da bi imeli v centru Slovenije enega, ampak posod moramo imeti take primere. Ja, Aleš. Lahko samo dodam, ja, po mojem že en članek na to temo v Slovenskem čebelarju bi bil zelo zaželen, da čebelarje osveščamo, da če pustimo določen delež preko travnika v tem svojem sestoju, no, če tako rečem, da kosimo kasneje in da te rastline, ki jih rabimo, odcvetijo in odvržejo seme, tudi vpliva preko na okoliške travnike, je že to eno lepo sporočilo.
Ja, delovanja čebelarske Blanko in zveze. Jože bosta morala to napisati, ker se mi zdi, da še bosta najlažji, oziroma imata najbolj široko znanje glede tega. No. Bi bilo zelo koristno, da to spravita skupaj. Mogoče se v kratkem sedemo pa kakšen skupen projekt dorečemo. Drugače pa- Zavod za varstvo narave bo pa nas sigurno podprl, pa Absolutno. štango držal. Ja, Lahko prisotni tudi. zraven. Lahko tudi napišemo pismo podpore, dodamo kaj, vsekakor, ja, take stvari, Ja. ni noben problem. Bi pa sam še na eno stvar povedala, ker se zdaj vmes spomnila, ko smo se pogovarjali. Jaz sem doma lena malo, kar se tiče urejanja zunanje trate in nič ne gojim, ampak kosim s kosilnico tako pač nekajkrat na leto. Pa zrastejo vse sorte, od kaj imam, grenkulice, črnoglavke, puščam otoke še mali vanščic, ne preveč, zato ker so mi lepe, pa beteljke, malo morje, pa arman, skratka, pač je tak travnike. In skozi kaj cveti, pa jetičniki so ražni in ves čas je nekaj, ampak s sosedom sem pa malo v sporu zaradi tega, ker on pa hoče imeti lepo zeleno travco. In lani je on vse poplel in nekaj celo zemljo na vozu, je rekel, tudi sam plevel, to moram dati stran, ampak kaj še je imel zelo hiter, že moje rožice tam, a ne. In tako da treba je tudi malo delati na ozaveščanju ljudi in da bo kot urejen in lep vrt, tisti vrt, ki je pisan, ne pa tisti, ki je lepo zelen, a ne. Tako da meni je moja trava strašno, mislim, da sploh trave skoraj ni vmes, a ne. To moja zelenica pisana mi je vlažno všeč, pa niti ni veliko dela s tem, a ne. Medtem ko sosed je pa malo nesrečen zaradi tega, ja, tako da. Ja, imamo mi tudi takega soseda, ki mora vsake 14 dni podrgniti, a ne. Pa če bi imel vsaj kakšne vnuke, ki bi se kar naprej valjali po tisti travi, bi rekel, okej, a ne. Ampak za čist ne vem, za kakšen namen je dejansko, a ne, samo da se vidi, da je to zelena preproga, namesto da bi imel pisan travnik pod drevesi, a ne, sadnimi, tako da ja. V bistvu rabimo morda samo to, da vam trava napade na stezico, a ne, tam zraven stezice je treba malo bolj pogosto na kratko kositi, da nimate mokrih nog, ki se zjutraj sprehodite, drugače vse ostalo je pa lahko tudi meter visoko, ni problema, ne. Vse moje, recimo nizko, moje je tam, tik preden pokosim je to, ne vem, do 20 centimetrov visok, niti ni, a ne. Ja, še. To tako pritlehne, ampak so rožice, trave zelo malo nizko. Ja, jaz pa doma okrog hiše, to če je dvakrat na let pokošen, pa je veliko, recimo, kaj po drevesi, a ne. To marsikje samo enkrat na let malo pokošeno, zato pa imam toliko veliko divjih kopriv, pa tele, kaj že, rjavo-rdeče krvomočnice, ne. To je res je toliko, da ogromno je mama, ne, to, ki ste nekje drugje videli, po moje, boste težko najdeli še kje v Sloveniji, toliko. Ja, ne, v teh visokodebelnih sadovnjakih potem take stvari rastejo in gor pa čebel in čmrljo in vse živo, a ne. In to cel dan se pasejo po krvomočnici, ja, to je neverjetno. Okej. Ja, rekel, luštno je bilo spet danes, hvala za sodelovanje. Eno konkretno idejo smo dobili, kako jo bomo speljali. Vsekakor Aleš je tudi zagnan, v Botaničnem vrtu so tudi pripravljeni, drugi bojo tudi podprli, tako da nekako moramo začeti iskati, a ne, pridelovalce kvalitetnega drobirja, da bojo lahko v svojih lokalnem območju pomagali k širitvi takih travnikov. Okej, hvala vsem in lahko noč. Lahko noč. Hvala za povabilo tudi. Ja.